Lep pozdrav vsem skupaj. Danes praznujemo otvoritev tedna vseživljenjskega učenja tudi pri vas na Ravnah na Koroškem. In vesela sem, da sem danes z vami, če tudi samo virtualno. Ampak izgleda, da bo to v prihodnje tudi naša usoda in naša pot. Zahvaljujem se organizatorju, organizaciji Smeri za to priložnost. Danes bi spregovorila o tem, zakaj je za izobraževanje zmeraj pravi čas. Še prej pa bi rada pozdravila študente 20. generacije Univerze za tretje življenjsko obdobje Ravne na Koroškem, ene izmed 54 univerz za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji. Danes je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje velika mreža, kot vidite 54 univerz, več tisoč študentov in njihovih družin se navezuje na to obliko izobraževanja starejših. Ko smo leta 1984 in kasneje začenjali z eksperimentalnim programom in kasneje leta 1986 z Univerzo za tretje življenjsko obdobje, je bil naš slogan Za učenje ni nikoli prepozno. Kmalu se je ta slogan spremenil v, kot ste videli, za učenje je zmeraj pravi čas. Ta članek je napisala doktorica Marinka Kremžar, kirurginja, ki je bila v pokoju, seveda, ki je bila druga predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. In članek je zanimiv, z historičnega vidika je zanimiv, ker pokaže povezanost takratnega obdobja z današnjim. Mi lahko po analogiji marsikaj odkrijemo podobne okoliščine, v katerih je potekalo in poteka izobraževanje starejših. Zakaj? Zato, ker se svet naglo vrti, ker mi želimo ta svet razumeti, ker mi želimo bolje obvladati svoje življenje. To so običajno razlogi, zakaj se vključujemo v izobraževanje starejših. Zakaj se učimo skozi vse življenje in še prav posebej, zakaj se učimo starejši? Sta to pravi vprašanji, bi rekel, oziroma vprašal Peter Handke, avstrijski pisatelj slovenskega porekla, kot veste, po materi je bil Handke Slovenec. In seveda on pravi, da obstajajo prava in neprava vprašanja. Prava vprašanja izrazimo z veliko čustev in s poglobljenim razmislekom in zato, ker želimo dobiti odgovore. Neprava vprašanja pa so tista površna, ki jih pogosto srečujemo v življenju, in takšnih smo od leta 1984 do 1986 v začetku Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje dobivali veliko. Prvo tako vprašanje, ki se je nenehno ponavljalo, pa se zdaj ne sliši več toliko, je zakaj. Torej, prihajali so sorodniki, prihajali so znanci, prijatelji, prihajali so novinarji in spraševali naše študente in tudi mene samo in kolege, zakaj izobraževanje starejših. Spominjam se, da smo bili v neki oddaji, kjer nam je sogovornik po etru sporočil, pustite že starejše primeru, saj imajo dovolj opraviti z otroki. Skratka, to je bil čas nerazumevanja tega novega pojava in nerazumevanja vseživljenjskega izobraževanja in učenja. Naslednje nepravo vprašanje, ki smo ga dobili še pred 10 leti, zakaj pri vaših letih? Gospod, gospa, zakaj se učite pri vaših letih? Je spraševala mlada novinarka in nisem je mogla prepričati, da
zakaj pri vaših letih ne spada, torej ne more biti v njenem vprašanju. Potem se nam je dogajalo, da so nam rekli, saj vam ni potrebno, da študirate, saj ste že diplomirali, saj ni obvezno. Vidite, v tem je ta velika razlika med formalnim izobraževanjem in pa neformalnim izobraževanjem. Čeprav obe obliki spadata v vseživljenjsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Vendarle neformalno izobraževanje je povezano z življenjem, s celoto življenja. In teoretiki pravijo tudi, gre za učenje, gre za izobraževanje od zibelke do groba. In to je vseživljenjsko učenje, je običajno izobraževanje odraslih tudi in izobraževanje starejših odraslih in je bolj ali manj naša prosta izbira. To izobraževanje ni nujno povezano z zaposlitvijo in ni nujno obvezno ali formalno ali šolsko. Torej, morda si vendarle postavimo vprašanje, kaj je vseživljenjsko izobraževanje in učenje. Vi verjetno poznate Paula Longrona, ali ste vsaj slišali zanj. Paul Longron je Francoz, mislec, ki je postavil teorijo vseživljenjskega učenja. In njegova osnovna teza je bila, da podobe iz otroštva niso dovolj. Ali tisto, česar smo se naučili v otroštvu, v šolah, ni dovolj za življenje. In lahko bi rekli, da je vseživljenjsko izobraževanje, vseživljenjsko učenje kadarkoli v življenju. In zakaj? Da pridobimo znanje, da pridobimo usposobljenost in da pridobimo zmožnosti za osebnostno rast in za rast skupnosti. Poudarek je na teh dveh oblikah rasti. Morda bi bilo potrebno povedati, kaj je osebnostna rast z vidika naše stroke, andragogike. To pomeni več znanja, pomeni več spretnosti, pomeni spremenjene osebnostne lastnosti, pa četudi so te lastnosti razmeroma stalne. Torej, z izobraževanjem, z učenjem lahko postanemo bolj tolerantni, lahko postanemo bolj samozavestni, lahko razvijemo širše poglede. Enako velja za rast skupnosti. Mi z izobraževanjem lahko vplivamo na skupnosti, ki nas obdajajo, na svojo družino, na prijateljski krog, na kraj, v katerem živimo, ali če gre za veliko mesto, na četrt ali sosesko, v kateri živimo. In tako, kot sem že prej povedala, to izobraževanje, to učenje ni nujno povezano z zaposlitvijo. Zakaj to poudarjam? Zato, ker se je ravno pri starejših zataknilo. Torej, v času, ko sem bila izvedenka za vprašanja starejših v neki nevladni organizaciji Age Platform Europe v Bruslju, sem doživljala velike muke, ker nisem mogla dopovedati, da se dejavno staranje ne more enačiti z izobraževanjem starejših delavcev. Da je dejavno staranje proces, da je tudi vseživljenjsko učenje proces, nekaj, kar vodimo skozi celo življenje in kar se pripravlja tudi celo življenje. Morda bi bilo pomembno poudariti, da neformalno izobraževanje poteka v vrsti različnih situacij. To ne samo med predavalniškimi zidovi ali mogoče v kakšnem muzeju, lahko tudi čisto preprostih življenjskih situacijah. In tu si nabiramo izkušnje, ki so nujne za to, da smo vključeni v življenje.
Če dam samo en primer od včeraj, kot vidite, sploh ne dvignem roke, ker je ta roka poškodovana, pičil me je sršin, odpeljali so me v bolnišnico z reševalnim avtom. In jaz sem vstopila v novo situacijo, ker sem si nabrala nove izkušnje. Marsikaj so mi povedali reševalci, marsikaj so mi povedali mladi zdravniki. Na ta način si sredi vseživljenjskega učenja pridobivamo in v vrsti različnih situacij pridobivamo izkušnje. Pomembno je samo to, da niso to samo izkušnje, potrebujemo tudi neko refleksijo o izkušnjah, tako da lahko o teh izkušnjah povemo tudi drugim. No, za to prezentacijo sem izbrala karikature našega znanega karikaturista Boža Kosa, ki je bil eden od naših številnih prostovoljcev, ki so delali z nami z veliko zanesenostjo, bi rekla, na Univerzi za tretje, kot vidite, takrat še življenjsko obdobje, za tretje življenjsko obdobje. In ko smo ustvarjali to univerzo, smo iskali nove načine, nove metode, nove tehnike in drugačna učna orodja. Torej, ki takrat sploh niso bila v veljavi, v formalnem izobraževanju, mi pa smo imeli pravzaprav vso svobodo, da jih odkrivamo in jih še vedno odkrivamo, če ne drugače, znotraj številnih evropskih projektov, ki jih vodimo. Zakaj? No, pogosto, ko govorimo o vseživljenjskem učenju in izobraževanju, razmišljamo tudi o tem, kaj nas spodbudi, pa kaj nas ovira na poti v to izobraževanje. In ko gre za starejše, nas ovirajo predvsem družbeni stereotipi, ki so bodisi slabšalni, bodisi pozitivni, ki idealizirajo starejše ljudi. Eno in drugo so stereotipi. Zakaj? Zato, ker se nanašajo na značilnosti, na lastnosti, površno zaznane celotne skupine, recimo v našem primeru celotne skupine starejših. Ne vidijo pa posameznega človeka. In če se v starosti podamo na pot tega, kar imenujemo resni prosti čas, torej tisto, kar nas kot posameznike konstruira, kar nas gradi, kar gradi tudi naše okolje, če se podamo v starosti na pot razvoja, na pot delovanja, in bi rekla tudi dobrega počutja, morebiti v okolju zbujamo začudenje. Preprosto zato, ker so v tem okolju tudi stereotipi o starosti, kako naj bi človek živel, kako naj bi se oblačil, kaj naj bi počel. In verjetno se še spominjate, nedavno je še veljalo, da bi moral čofotati z nogami v kakšnih toplicah in se si odpočiti od napornega življenja. Mi smo nedavno dobili tudi eno tako reklamo, zato imam to besedilo v mislih. Stereotipi se kažejo tudi v stavkih oziroma naslovih, kjer se pojavlja členek tudi. In to pravzaprav ni nov pojav. Dogaja se že od antike dalje. Nedavno sem prebrala v neki študiji, da so na Gori, torej na mestnem trgu, kjer so se starogrški svobodnjaki pogovarjali o javnih rečeh, dejali: naj vsakdo pove svoje mnenje, tudi tisti, ki imajo 50 let. Ta tudi pomeni, da so starejši ljudje izključeni, da so posebni, da niso v tistem glavnem toku družbenega razvoja, bi rekli danes. Ali pa kar
tako kot pravi Simone de Beauvoir v svojem delu Starost, izgnanci iz družbe. Ljudje, ki živijo pogosto na drugem planetu. In mi smo to zdaj malo tudi zagledali v času karantene ob COVID-19. No, poglejmo si izrezke iz časopisov, ki nakazujejo, da gre za članek, ki temelji na stereotipih. No, za začetek definicija stereotipov, ki pa jo je prispeval naš mentor, dr. Sandi Stritar. In on pravi, hudomušno, stereotipi so zato, da nam ni treba nenehno razmišljati s svojo glavo. Mi preprosto se zatečemo v stereotip, starejši so takšni, zaporniki so takšni, Romi so takšni, Italijani so takšni, Avstrijci so takšni in ni nam treba vsakič presojati situacije in človeka in imeti svoje mnenje. Stereotipi so primitivne miselne sheme in ker so tako zelo primitivne, poproščene, te sheme ne ustrezajo resničnosti in se z lahkoto širijo med ljudmi. In potem so mladi neizkušeni in starejšim ni za zaupati, smo dobili nedavno rezultat v neki raziskavi, mislim, da v Ajdovščini. Pa potem so rekli tudi, starejši so puhni denarja. In kot veste, mislim, skoraj nobena od teh stvari ne drži ali mogoče kakšna stvar oddaleč drži pri posamezniku. No, če se vrnemo k temu členku, tudi izobraževati se moramo tudi v starosti, podmisel je, se ne izobražujemo. Veste, to je prav posebno, če se izobražujemo v starosti. Prostovoljno delo lahko opravljajo tudi starejši. Kaj to pomeni? Podmisel, seveda, prostovoljno delo je samo za mlade in krepke. Ali pa recimo kar izobraževanje upokojencev ni konjiček. Če mi moramo posebej povedati, da izobraževanje starejših, izobraževanje ljudi, ki so zaključili svoje poklicno delo, ni konjiček, to pomeni, da v okolju razmišljamo o tem izobraževanju kot o nečem, kar je neke vrste cucelj, ki ga damo ljudem, zato da so mirni in da se dobro počutijo, njihovo izobraževanje pa ni ambiciozno. To je eden od teh stereotipov, ki mene vsaj vedno znova meselno razjezi, ker vem, koliko truda vsi naši študentje, vi seveda, vaši mentorji in mi vlagamo v to izobraževanje, ki je zastavljeno izrazito ambiciozno. Ker sicer starejši ljudje, starejši študentje na slabo pripravljena izobraževanja, nesmiselna izobraževanja ne prihajajo. No, poglejte, potem še en stereotip, ki je bil zelo močan, pa se malo umika, da je starost bolezen. In vsi starejši niso državljani, nimajo drugih socialnih vlog, ampak so preprosto pacienti. To je veljalo, recimo, ko smo mi začenjali z Univerzo za tretje življenjsko obdobje, smo govorili, je bil v diskurzu, v okolju, torej en sam poudarek, starejši so bolni, starejši so potrebni pomoči, se pravi zdravje in pa socialna varnost. To je bil že takrat zelo zastarela miselnost, kajti pojavlja se prvič v 19. stoletju. V 19. stoletju začenjajo na ta način skrbeti za starejše. Pa tudi ta glagol, skrbimo za starejše. Saj ni res, nič ne skrbimo za starejše. Starejši smo avtonomna bitja. No, pa potem pa tudi, ko življenje postane mrtva reka, kajti dolgo časa je veljalo, da so poznejša leta obdobje, v bistvu obdobje čakanja na smrt, ne pa življenjsko obdobje. Nekaj takega kot hiralnica. In
veliko je bilo treba postoriti in veliko ste tudi vi postorili in prispevali k temu, da je postalo danes izobraževanje starejših nekaj najbolj običajnega v Sloveniji. In to nas seveda tudi veseli. Dobivali smo pa tudi hudomušne pripombe. Milica, zakaj se učiš francosko? Saj na onem svetu ne govorijo francosko. So rekli eni izmed mojih prvih študentk. Gospa je imela, torej zaključila zgolj osnovno šolo in je bila presrečna, res srečna in to velikokrat poudarila, da smo jo kot sprejeli v skupino, ker drugi so seveda bili univerzitetno izobraženi. In v svojem okolju je doživljala takšna vprašanja. Torej, ponovno to pokaže, da je to tretje življenjsko obdobje bilo namenjeno temu, da čakamo nek konec. Ampak kot pravi kolegica Kranjc, ta konec mi lahko čakamo 40 do 50 let. In je pravzaprav bilo izjemno neodgovorno, da ljudi prepuščamo same sebi, brez življenjskih scenarijev za to dolgo obdobje. Ali pa kirurginjo, bila je primarij, dr. Kremžar, to spravi našo drugo predsednico Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki se je vpisala na računalništvo takoj, ko se je upokojila. Računalništvo za odrasle na Inštitutu Jožef Štefan. So vprašali, zakaj računalništvo, kaj ti bo to potrebno? Marinka, in njen odgovor je bil, nepismena, na oni svet ne grem. Kot vidite, znova ta konotacija oziroma ta aluzija na konec življenja. Ne, tretje življenjsko obdobje je obdobje življenja. Zdaj, to je bilo izrazito industrijsko, jaz bi rekla industrijski način razmišljanja. Veste, da je bilo prvo obdobje mladosti in študija in priprave na poklic. Drugo obdobje je bilo posvečeno delu. In tretje obdobje je bil čas, ko so starejše ljudi odpisali v pokoj in so jim hoteli povedati, kako utrujeni so od življenja in kako so si zaslužili počitek. Počitka v življenju ni, kot veste. Ampak potem pa za tem izrazito industrijskim obdobjem, ki smo ga mi še doživljali, pride ta postmoderni način življenja in proizvajanja. Znajdemo se sredi družbe tveganja, bi dejal nemški sociolog Ulrich Beck. Znajdemo se sredi družbe znanja, kjer se učimo vsi, v vsakem trenutku, vse generacije. In znajdemo se sredi demografskih sprememb, sredi dolgožive družbe. In seveda postmoderni način življenja in proizvajanja to staro, zastarelo industrijsko razmišljanje ovrže. In tako se tudi spremeni to, kar imenujemo družbena organizacija starosti. Veste, vsaka družba deli življenje po starosti, recimo Pitagora je poznal pomlad, poletje, jesen in zimo. Kasneje se je življenje delilo na 8 obdobij. No, danes, kot vidite, na 4 življenjska obdobja, vendarle tretje življenjsko obdobje danes ni več kronološko obdobje. To ni tisto obdobje, ki pride po tistem, ko zaključimo delo. To je preprosto stanje. Stanje, ko smo osvobojeni, ko lahko prisluhnemo sebi, ko se lahko posvetimo učenju, to je stanje osvobojenosti in svobode, ki se dogaja recimo pri mladih ljudeh, recimo kadar mogoče pri mladih ljudeh, recimo, ki so neko obdobje nezaposleni, pri ljudeh, ki so med 2 delovnima pogodbama, ki recimo so na daljši rehabilitaciji ali ki so preprosto v karanteni. Ta čas lahko izkoristimo zelo svobodno za to, da osebnostno rastemo.
In zato pravimo, da je tretje življenjsko obdobje stanje, ki se lahko pojavi kadarkoli. In četrto življenjsko obdobje, to je pa stanje delno nepopravljive izgube avtonomnosti. To so običajno ljudje, ki so v institucionalni oskrbi v domovih starejših, ali pa to so mladi ljudje, ki so prav tako delno odvisni od drugih. To je stanje četrtega življenjskega obdobja. No, poglejmo si zelo na hitro nekaj posebnosti neformalnih izobraževalnih programov. To so tisti programi, ki so najbližje življenju. Zato zmeraj temeljijo na prepoznanih potrebah posameznikov in pa skupnosti. Govorimo o potrebah, govorimo pa tudi o željah, o interesih, o stremljenjih, ki jih ugotavljamo mentorji v neki študijski skupini odraslih ali starejših odraslih in se poskušamo tem ugotovljenim potrebam, zanimanjem tudi približati. V šolah poznamo, torej v formalnem izobraževanju poznamo programe, ki prihajajo potrjeni od ministrstva in drugače. Tu pa programi rastejo iz odraslih in starejših odraslih. To, kar je mogoče značilno, oziroma se jaz čutim kot nekaj značilnega za neformalne izobraževalne programe, je, da znanje posredujejo, nedvomno mi dobimo informacije, dobimo novo vedenje, poznamo več dejstev, ampak tudi ustvarjajo novo znanje. Ker mi vsi vemo, da odrasli ljudje, pa tudi mladi ljudje, seveda, ampak odrasli še bolj poglobljeno, nosimo v sebi veliko latentnega, veliko skritega znanja. In mentorji v izobraževanju starejših poskušamo to znanje priklicati na plan oziroma na svetlobo. To, kar je mogoče še tu zelo pomembno, je, da zadržijo in krepijo družbeni kapital. Vi vsi ste s svojim znanjem, s svojimi izkušnjami, bom rekla grdo, prosto po francoskem mislecu Bourdieuju, vi ste družbeni kapital. Če družba starejše ljudi izgubi tudi tisto, kar jo lahko poganja dalje, kar lahko prenesemo tudi na druge generacije in pa na vrstnike. Neformalni izobraževalni programi so tudi tisti, ki lajšajo težave posameznika ali skupnosti. Vi poznate verjetno kar nekaj takšnih programov. Pravzaprav kakršnokoli življenjsko težavo imamo in je ne želimo prebroditi sami, za vsako težavo se da ustvariti izobraževanje, ki človeka stabilizira in pa upamo tudi potolaži. Neformalno izobraževanje, vseživljenjsko izobraževanje spreminja obnašanje in spreminja razmišljanje, spreminja delovanje odraslih, ki si prizadevajo za zdravo življenje, za sodelovanje v družbi, za proizvodno življenje, nenazadnje in za, o tem je veliko govor, zdaj dostojno življenje. Kajti mnogi v Evropi ne živijo dostojnega življenja. Moramo pa vedeti tudi, da so ti izobraževalni programi, in to je mogoče sporočilo za tiste, ki odločajo, namenjeni so vsem in ne le ranljivim skupinam odraslih. In mi smo na spletno stran Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje zapisali, zakaj bi morali dokazovati, da smo revni, da smo skromni, potrebni pomoči
neuki, osamljeni, hendikapirani, da bi imeli pravico do izobraževanja in znanja. Neformalno izobraževanje je torej za vse. In kakšen je rezultat teh oblik neformalnega izobraževanja? Vsekakor več znanja pri posamezniku in skupnosti, več spretnosti, večja udeleženost oziroma večja družbena participacija, več bogatstva, več dohodka, več sociokulturnih sprememb in večji pretok znanja med vrstniki, različnimi generacijami starejših, med starejšimi in mlajšimi, mlajšimi in starejšimi. Pretok znanja teče v vse smeri. Pa si pogledajmo zdaj proti koncu torej odgovor na nekatera bistvena vprašanja. Torej, rekli smo, zakaj se starejši izobražujemo, pa prisluhnimo našim študentom, kaj pravijo, torej, kaj jim izobraževanje daje. Recimo študenti, ki so poslušali program ekonomija, so dejali, da jim to omogoča, da bolje razumejo svet, kako se vrti in da bolje razumejo, kaj jih čaka. Rekli so, prihajamo na ta predavanja zato, da dobimo pojasnila, da poglobimo svoje znanje in pojave analiziramo, da dobimo tudi nekaj usmeritev za lastno razmišljanje. Človek je izgubljen, če razmišlja samo sam, brez, ne da bi bil obdan z ljudmi, ali pa potem tudi mogoče z ljudmi, ki imajo malo širši referenčni okvir, ki tematiko bolje poznajo. Izobraževanje, to mislim, da je pomembno za današnji čas, izobraževanje zmanjša zaskrbljenost, anksioznost v družbi in usmerja pogled in omogoča razumevanje sebe in drugih. Vedno je poudarek na tem, na posamezniku in na drugih, ki nas obdajajo, na skupnosti. Ali pa recimo študentka, ki je bila medicinska sestra, je povedala, moje delo medicinske sestre je bilo težko, veliko garanja in veliko administrativnih obremenitev. Želela sem si, da bi lahko izstopila iz tega jarma. Kaj mi izobraževanje daje, širim si obzorja, berem. Kadar sem otožna, si rečem, da imam veliko besedil, ki jih želim prebrati. Nekdo drug je povedal, izobraževanje je pomembno, ker je učenje izmenjava in je vez s drugimi. Ker imam zdaj več prostega časa, je dejal nekdo drug, in se umetnosti lahko posvetim. Nekdo pa je povedal, preprosto prihajam iz veselja do znanja. To, kar smo želeli na univerzi za 3. življenjsko obdobje, je bila radost učenja. Radost učenja in pa učenje kot, želeli smo si doseči učenje kot način življenja. In eden od odgovorov, zakaj se izobražujete, je tudi bil, ker mi izobraževanje pomaga živeti. In zdaj vam postavljam vprašanje za razmislek, tudi v majhnih skupinah, če boste skupaj, kaj pa daje izobraževanje vam? Ja, torej, to izjavo sem zapisala samo zato, da bi vam pokazala, mislim, kakšni so lahko rezultati izobraževanja starejših, ki jih vi zelo dobro poznate, saj imate na univerzi Ravne na Koroškem, tudi slikarstvo in podobne dejavnosti. Tu imamo torej tri olja, poletje žive Agreš in kruh in vino študenta Borisa Jenka. In kot vidite, starejši študenti žanjete nekdanje znanje, ustvarjate novo
in upamo, da ste na svoje uspehe tudi ponosni. In zdaj, če se za konec vrnemo k vprašanju, zakaj je zmeraj pravi čas za učenje, jaz bi rekla, ker se učimo za življenje, to pa traja od zibelke do groba, ne zastane nikoli. Ker je tudi zelo blizu življenja in potreb, ki jih življenje prinaša. Ker je učenje kot dihanje, pravi profesorica Ana Kranjc. Dihamo vse življenje, kaj ne. Zato, da smo, da prejemamo in dajemo na način, ki je dober tudi za druge. Mi to nenehno poskušamo dokazovati na različnih mednarodnih festivalih znanja in kulture starejših, ki smo jih doslej priredili. In poudarek dajemo temu, da naredimo stvari, ki so pomembne drugim generacijam, ki so pomembne vrstnikom, ki so pomembne kraju in na način, ki je za vse te akterje dober. In nenazadnje, vse življenjsko učenje nas uči, kako biti drug z drugim, pa tudi kako kaj narediti. Razmislite o tem, čemu je vaše izobraževanje bolj posvečeno. Biti z drugimi ljudmi ali kako kaj narediti, ali obema ciljema hkrati. Ker bi rada ilustrirala rezultate takšnih neformalnih programov in vseživljenjskega učenja, vam predlagam, da poslušate vsaj del te oddaje, to je oddaja Starš na Radio 1. Naši študenti so zbrali zgodbe o tem, kako so v starem mestnem jedru nekoč živeli ljudje, kako so kupovali kruh, kako so kupovali mleko, kako so pekli kruh, kakšna so bila občutja v tistem povojnem času. In vse to so na nek način povezali z raziskovanjem arhitekture in urbanizma tega starega mestnega jedra. In seveda so ugotovili, da je bilo tam nekoč veliko obrtnikov, veliko storitev za prebivalce in pravzaprav, da se mestno jedro danes zelo spreminja, postaja naklonjeno predvsem turistom. Zato je recimo ena takšna oddaja in takšen zvočni zapis pomemben, da lahko to znanje, ki ga najdemo v tem zapisu, ki so ga pripravili študenti, seveda prenesemo na mlajše generacije. In to smo nedavno tudi storili. Jaz se vam zdaj zahvaljujem za pozornost in vas vabim k poslušanju